Lepo pozdravljeni. Zgleda, da je naivnost nekaterih odgovornih pripeljala do tega, da bodo v ponedeljek za 15 dni zaprli odlagališče Leskovec. Zato so se odločili na podlagi izdane inšpekcijske odločbe, ki zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja s ponedeljkom prepoveduje obratovanje odlagališča. Popoldne so se glede odlagališča Leskovec sestali belokranjski, dolenjski in posavski župani in županje, ki so soglasno sklenili. Zapora s 23. V ponedeljek tako ne bodo več pobirali ostanka komunalnih odpadkov. Smeti bojo ostajale v kontejnerjih. Komunale bodo vnaprej izpraznile vse zabojnike. In do konca tega tedna na deponijo pripeljale svoje odpadke. Eno rezervo bojo pa najbrž imeli tudi še v svojih kamionih, ki jih bojo lahko za ta čas napolnili. Nekako ocenjujejo tudi po sveti komunali, da nekje 2 tedna je še možno zdržati brez odvoda smeti, potem pa lahko pričakujemo podobno situacijo, kot je bila v preteklosti v Italiji. Novomeški župan Alojzij Muhič sicer izpostavlja, da je težava le v čistilni napravi, ki pa naj bi jo v 2 tednih uspeli urediti. Lahko, ker imamo že v gradnji in bomo začasno kontejnersko čistilno napravo oziroma tisto napravo, ki se bo potem na kraj sam, ko bo zgrajen temelj, tudi namestila. Če v tem času okoljevarstvenega dovoljenja ne bodo dobili, pa bomo morali z Ministrstvom za kmetijstvo in prostor najti skupno rešitev. Se pravi, bo morali oni nam povedati, kam bomo te smeti odvažali. Prvi mož Ceroda sicer opozarja, da če že obratujemo po IPPC-ju, imeti na samem odlagališču možnost predelave, deponiranja in čiščenja izcednih vod. To pa zaenkrat mislim, da opravlja samo deponija oziroma Celjski Bukovžlak, pa še nekaj ostalih naprav, ki so sposobni to delati v Sloveniji. V občinah na Trebanjskem koncu, kjer je odlagališče globoko zaprto že ves teden, pa bodo s ponedeljkom spet začeli pobirati ostanke komunalnih odpadkov. Kam jih bodo vozili, bodo župani sklenili najkasneje do ponedeljka dopoldne. Včeraj so se sestali na interventnem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Konkreten dogovor je bil, da se v roku 30 dni dopolni naša vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Med drugim morajo poskrbeti za dodatno vrtino in dopolniti načrt ravnanja z odpadki, dodaja. Če jim to uspe, naj bi dokument dobili do konca junija. Vse, kar je potrebno dopolniti, se zagotovo da dopolniti v roku 1 meseca in temu bomo tudi sledili. Prihodnji teden bo Trebanjska komunala začela odpadke odvažati po ustaljenem urniku. Te odpadke bomo seveda odložili na nek ustrezen center za ravnanje z odpadki, ki izpolnjuje za to določene pogoje. Do nadaljnjega ne bomo odlagali odpadkov na noben center, ki za to nima pogojev. Župani ob tem občane pozivajo, da odpadke strogo ločujejo. In pri tistih ljudeh, ki to ne bo, je prvi ukrep, da bodo te odpadke ne bodo pobrani, drugi ukrep pa, da bo inšpektor naložil kazen približno v višini 200 evrov. Naši delavci bojo pred prevzemom te odpadke pregledali in okolikor se ne bodo upoštevana navodila za striktno ločevanje, žal teh odpadkov ne bomo mogli prevzeti. Po podatkih komunale je zdaj ločeno zbranih frakcij slabih 30%. Na deponijo globoko je vezanih 19.000 prebivalcev. Komunala Trebnje na leto pobere 5.000 ton komunalnih odpadkov, od tega jih 3.000 ton odloži na deponijo. Župani ocenjujejo, da bo med zaprtjem deponije nastal strošek med 50 in 100 tisoč evri. V teh 2 mesecih bomo strošek prevzele občine. Kajti to je, bom rekel, nujno ukrepanje ta trenutek in zaradi tega smo se občine odločile, da prevzamejo ta strošek. Ta teden so bili sicer komunalni delavci zaradi neodvoza odpadkov od srede do danes na dopustu. Kraško vrtačo v gozdu blizu Malega Gabra že vrsto let kazi črno odlagališče, ki velja za največje divje odlagališče na Dolenjskem. Po ocenah Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto se je v njej nabralo za najmanj 500 kubičnih metrov odpadkov. Odlagališče je bilo 2-krat tudi požgano. Pristojni pa ne ukrepajo. Prvič so odlagališče opazili leta 2010, ko je potekala vseslovenska čistilna akcija, a ne takrat, ne v letošnji akciji vrtače niso čistili, ker je odpadkov enostavno preveč, izpostavlja direktor zavoda. V tej kraški vrtači smo našteli, takrat, ko še ni bilo zažgano, več kot 50 avtomobilskih školjk.
našli smo celo, takrat, ko še ni bilo zažgano, kantice raznorazne in posode od pesticidov, fungicidov, ne vem česa še. Domačini za odlagališče sicer vedo že več kot 30 let. Ja, drugam ne bi bilo kam da. Leta 2010 so zadevo prijavili pristojnim ustanovam, poudarja Pavšič, ki meni, da sta zdaj na potezi država in občina Trebnje. Prva je odgovorna za nevarne, druga za ostale odpadke. In z malo dobre volje bi se dalo to odstraniti, pa z mogoče nekaj tisoč evri stroškov za odvoz teh odpadkov na primerno deponijo. Zemljišče je sicer v zasebni lasti družine iz Stran pri Velikem Gabru, ki je odlaganje odpadkov prepovedala. In zagradili so, tako so dali čez, da ne bi vozili in so vseeno vozili. Ja, mi nič. Ljudje morajo sami, ne. Vsak zase mora odgovarjati. Mi vozimo tam, kaj treba, drugi pa ne. Nimaš kaj narediti. Doš pa stražu tam, lahko si pa dan in noč tam, ne. Kdo tja vozi odpadke, ne vedo, imajo pa na ta račun veliko škode, še izpostavljata. Seveda pa v novicah tedna ne moremo mimo sredine stavke. Ker vlada in sindikati niso našli skupnega jezika glede varčevalnih ukrepov, se je odvila ena večjih stavkov v zgodovini Slovenije. Po ocenah naj bi se ji pridružilo do 100.000 javnih uslužbencev povezanih v 23 sindikatov različnih dejavnosti. V večjih mestih so sindikati javnega sektorja 5 minut pred 12. uro pripravili mirne protestne shode. Na glavnem trgu v Novem mestu je skoraj 500 protestnikov zahtevalo, da vlada umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo, ohrani dosežene standarde kakovosti javnih storitev ter ne odpušča ali znižuje plač javnih uslužbencev. Ne sme se ta standard, ki je na izjemni višini, zniževati. Na vseh naših parolah so plače šele na 3. mestu. In tudi v teh pogajanjih so resnično na 3. mestu. Protestnike iz vrst šolstva in zdravstva so med drugim podprli v Zvezi svobodnih sindikatov. Posebej pa na območju Dolenjske in Bele krajine in Posavja smo zaskrbljeni zaradi izgube številnih delovnih mest v gospodarstvu in za nas je prvotnega in bistvenega pomena to, da se poišče tiste ideje in rešitve, da bi se opomoglo gospodarstvo. Črnomaljci so odločeni, da okoljskega tveganja in smradu, ki ga povzročata gnojevka in tamkajšnje bioplinarne in svinjske farme, ne bodo več prenašali. Odločitev so podkrepili z več kot 2000 podpisi. V le 4 urah je peticijo, ki so jo pripravili člani okoljskega gibanja Proteus in vodstvo Črnomaljske krajevne skupnosti, podpisalo 1800 jeznih črnomaljcev in krajanov iz okoliških vasi. Okrog 600 podpisov pa so zbrali po internetu. Tako da to je sigurno izraz, ki upajmo, da bo nekaj pomenil. Pravijo, da tako je nemogoče več živeti, da se mora nekaj urediti. Zbrane podpise nameravajo predati ministru za kmetijstvo in okolje, ki ga pričakujejo na javni tribuni v Črnomlju. Računamo na njegov odziv in na prihod v kratkem času, sicer bomo morali tudi mi naše aktivnosti zaostriti, ker tako kot je šlo v zadnjih mesecih naprej, ne more iti naprej. Če ne, bomo verjetno skupaj z krajani, z okoljskim gibanjem, s krajevno skupnostjo, verjetno tudi s predstavniki drugih institucij, odšli v Ljubljano pred ministrstvo in podali ministru podpise. Zaupanja v Bioenerg, lastnika bioplinarne, ki jo po mnenju članov Proteusa vodijo nestrokovno, nimajo več. Menijo pa tudi, da očitno bioplinarna v delovanju okoljske inšpekcije in drugih organov državnih ima toliko podpore, da si lahko privošči stvari, ki ne sodijo v civilno družbo in v pravno državo. Drugače si ne znajo razložiti dejstva, da je okoljski inšpektor dovolil, da so od 15. februarja do konca marca iz bioplinarne na polje odpeljali 8000 ton gnojevke, ki po analizah Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo ne sodi niti v drugi kakovostni razred, saj vsebuje preveč rakotvornega kadmija in za podtalnico nevarnega amonija, pravi Šuštarič. Naslednji naši koraki so odvisni predvsem od tega, ali bo minister našel čas in razumevanje za probleme, s katerimi se ubadamo Belokranjci. Zdravju škodljivega smradu in onesnaževanja našega okolja ne bomo več prenašali, še dodaja Šuštarič. V Dolenjskem farmacevtu nadaljujejo
z dejavnostmi v tednu humanosti in prostovoljstva. V Ločni so gostili približno 400 članov društev Sožitje in Sonček iz različnih lokalnih enot ter varstveno-delovnih centrov. Poleg ogleda Notola so za njih v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravili pester športni program, kjer so se številni udeležili piko olimpijade, kjer so prav vsi prejeli medaljo. Danes smo preživeli tukaj en zelo lep dan, nepozabno res. Tega ne bom nikoli pozabila, mi bo vedno ostalo v lepem spominu. Nekateri prostovoljci pa so obiskali novomeški varstveno-delovni center in skupaj z njimi zapeli in se odpravili na sprehod. Dobro je pa zato, da smo tukaj, ker krkaši smo ratali kar že malo razvajeni. Imamo dobro službo, imamo dobro plačo, imamo dobra delovna mesta, pa je to dobro, da vidimo, ker včasih si želimo kar nekaj več. Ustvarjeni smo z rokami in s temi rokami želimo objeti tudi malo drugačne ljudi, te, ki so nastanjeni tukaj v tem centru. V centru danes gotovo ni manjkalo veselja in zadovoljstva, ki sta se izrazila tudi z iskrenim objemom. Za konec pa še športni utrinek. Mladinci košarkarskega kluba Krka iz Novega mesta so državni košarkarski prvaki. V športni dvorani Leona Štuklja so namreč zanesljivo ugnali moštvo ljubljanskih Parkljev z 89 proti 69. Vso konkurenco pa je na mednarodnem mitingu ugnala tudi Brežičanka Barbara Špiler in izpolnila B-normo za olimpijske igre. Brežičanka je na mednarodnem atletskem mitingu v Brežicah vrgla nov državni rekord v metu kladiva in izboljšala svojo staro znamko. Nova zdaj znaša 69 metrov in 26 centimetrov, kar zadostuje za B-normo za olimpijado. V London bosta tako potovala kar dva Brežičana, poleg Špilerjeve še branilec olimpijskega prestola Primož Kozmus. Zaradi težav pri odvozu smeti vam priporočamo, da jih za naslednjih 15 dni hranite na balkonu ali kleti. Upamo, da vam ne bo prišlo na misel odlagati jih v naravi. Pokažimo vendar, da smo ljudje vredni planeta, na katerem živimo. Mi pa se vidimo čez teden dni.